Preden je postal znan kot eden glavnih ustvarjalcev atomske bombe, je bil J. Robert Oppenheimer najprej izjemno inteligenten deček, ki pa je imel težave z nadzorovanjem svojih misli in čustev. Rođen je bil v New Yorku 22. aprila 1904. Njegovo polno ime je Julius Robert Oppenheimer, vendar je bil bolj znan kot Robert Oppenheimer. Njegova družina pa je bila premožna. Njegov oče, Julius Oppenheimer, je bil nemško-judovski priseljenec, ki je prišel v Združene države leta 1888. Začel je skoraj brez denarja, a je kasneje postal uspešen podjetnik v tekstilni industriji. Njegova mati, Ella Friedman, je bila slikarka, rojena v New Yorku. Zaradi nje se je Robert že zgodaj navdušil ne le za znanost, temveč tudi za umetnost in književnost. Imel je tudi mlajšega brata, Franka Oppenheimerja, ki je kasneje prav tako postal fizik. Robert je odraščal v velikem stanovanju na Manhattanu, blizu Central Parka. Njihova družina je imela zbirko dragocenih slik, zato je živel udobno in na visoki ravni. Toda čeprav so bili bogati, njegovo otroštvo ni bilo običajno. Bil je sramežljiv in je raje bral, kot se igral z drugimi. Že kot otrok je vzljubil kamne in minerale. Ko je dopolnil 11 let, so mu dovolili, da se pridruži mineralnemu klubu v New Yorku, ker je imel že zelo obsežno znanje. Tudi v šoli se je hitro učil. Nekaj razredov je končal prej kot običajni učenci. Najprej ga je navdušila kemija, kasneje pa ga je bolj začela zanimati fizika. Proučeval je, kako delujejo snov, energija, prostor in sile v naravi. Leta 1922 je Oppenheimer se vpisal na Harvardsko univerzo. Rad je tudi bral o zgodovini, književnosti, filozofiji in starodavnih delih iz Grčije in Rima. Bil je znan po tem, da je vedno v knjižnici in je jemal tudi več dodatnih predmetov. Zaradi svoje hitrega učenja je končal študij na Harvardu v samo 3 letih, leta 1925. Potem je odšel na univerzo v Cambridgeu v Angliji, da bi nadaljeval študij fizike. Tam je doživel veliko težavo. Oppenheimer je bil odličen v teoretični fiziki, kjer se matematika uporablja za razlago zakonov vesolja. Vendar pa je imel težave v laboratoriju. Tam je moral uporabljati dejansko opremo in izvajati poskuse. Zaradi tega je občutil velik pritisk in razočaranje nad samim seboj. Obstaja znana zgodba, da je domnevno zastrupil jabolko s strupeno kemikalijo in ga pustil svojemu učitelju Patricku Blackettu. Vendar pa niso vsi podrobnosti dogodka jasni in nekateri deli zgodbe niso bili potrjeni. Jasno pa je, da je takrat doživel resno čustveno krizo in moral poiskati pomoč. Ugotovil je tudi, da eksperimentalna fizika ni zanj. Zato se je leta 1926 preselil na univerzo v Göttingenu v Nemčiji, eden najpomembnejših centrov za teoretično fiziko v tistem času. Tam je študiral pod vodstvom Maxa Borna, znanega nemškega fizika, ki je pomagal pri razvoju kvantne mehanike. Kvantna mehanika je veja fizike, ki pojasnjuje, kako se obnašajo zelo majhne stvari, kot so atomi in elektroni. V Göttingenu je bil Oppenheimer v družbi številnih mladih znanstvenikov, ki so kasneje tudi sami postali znani, med njimi Werner Heisenberg in Edward Teller. Kljub temu je bil Oppenheimerjev napredek izjemno hiter. Leta 1927, pri starosti 23 let, je zaključil svoj doktorat oziroma doktorat znanosti iz fizike. Istega leta sta skupaj z Maxom Bornom opravila eno najpomembnejših raziskav, ki je danes znana kot Born-Oppenheimerjeva aproksimacija. Osnovna ideja je preprosta. Znotraj molekule se jedro giblje počasneje in je težje kot elektroni, ki ga obkrožajo. Zaradi tega je mogoče gibanje jedra in elektronov preučevati ločeno, da je lažje izračunati obnašanje molekule. To je postalo zelo pomembno v kemiji in fiziki, saj je olajšalo preučevanje strukture in gibanja molekul. To načelo se še danes uporablja pri številnih znanstvenih izračunih. Toda Oppenheimerja niso zanimale samo znanost, zanimala sta ga tudi filozofija in religija iz Azije. Učil se je sanskrtan, da bi lahko bral starodavna hindujska besedila, vključno z Bhagavad Gito v izvirnem jeziku. Kljub temu pa je zanj fizika pomenila več kot le številke in formule. Fizika je zanj pomenila tudi način, kako razumeti vesolje in kakšno je resnično mesto človeka v njem. Kljub temu pa je bila njegova osebnost zapletena. Včasih je bil tih, sramežljiv in poln dvomov vase. Ob drugih priložnostih pa je postal aroganten. In ga je hitro razjezilo, če ljudje niso mogli slediti njegovemu razmišljanju.
Bil je izjemno pameten, vendar njegovo vedenje do drugih ljudi ni bilo vedno najboljše. Bil je tudi strasten kadilec, razvada, ki ga je spremljala skoraj celo življenje in kasneje vplivala na njegovo zdravje. Že v mladih letih je bilo jasno, da Oppenheimer ni bil navaden znanstvenik. Znal je povezovati fiziko, kemijo, književnost in filozofijo. Toda njegova inteligenca je spremljal tudi izjemen čustveni pritisk in pomanjkanje samozavesti. Poleg tega so se pojavila čustva, ki jih ni znal nadzorovati. To ga je pripeljalo do najpomembnejšega in najnevarnejšega projekta v njegovem življenju. Kljub temu, po končanem študiju v Evropi, se je Robert Oppenheimer vrnil v Združene države Amerike. Najprej je delal na Harvardu in Caltechu. Leta 1929 je začel poučevati na Univerzi Kalifornije v Berkeleyju, medtem ko je nekaj mesecev vsako leto poučeval tudi na Caltechu. V tistem času teoretična fizika v Združenih državah še ni bila zelo razvita. Veliko ameriških znanstvenikov je še vedno hodilo v Evropo, da bi se naučili novih teorij o atomih in kvantni mehaniki. Oppenheimer je imel veliko vlogo pri spremembi tega. Na Berkeleyju je zbral skupino nadarjenih študentov in mladih fizikov. Zbirali so se, da bi razpravljali o najtežjih vprašanjih o atomih, sevanju in zvezdah. Oppenheimer je hitro govoril in razmišljal. Včasih so imeli njegovi študenti težave slediti, vendar jih je veliko občudovalo njegov način poučevanja. Ni jim le podajal odgovorov. Svojim študentom je dal občutek, da so del iskanja novega znanja. Zaradi tega je Berkeley postal eno najpomembnejših središč teoretične fizike v Združenih državah. Oppenheimer je prav tako opravil pomembne raziskave. Delal je na pozitronu, delcu, ki je podoben elektronu, vendar ima pozitiven naboj. Sodeloval je tudi s fizičarko Melba Phillips. Melba Phillips je bila ena redkih ženskih fizičark v Združenih državah Amerike v tistem času. Leta 1935 sta pokazala, kako lahko deuteron, vrsta delca sestavljenega iz protona in nevtrona, povzroči jedrsko reakcijo. To so poimenovali Oppenheimer-Phillipsov proces. Ta študija je znanstvenikom pomagala bolje razumeti, kako se jedro atoma spremeni, ko ga zadene drug delec. Medtem ko je njegovo ime postajalo vse bolj znano v znanosti, je bilo osebno življenje Oppenheimerja precej kaotično. Takrat je zbolel za tuberkulozo, bolezen, ki predvsem prizadene pljuča. Zaradi tega je pogosto hodil v suhe kraje Nove Mehike, da bi si odpočil. Raj mu je bil všeč, zato je tam kupil ranč. Kasneje bo Nova Mehika igrala pomembno vlogo tudi pri največjem projektu njegovega življenja. Sredi 1930-ih je imel razmerje z Jean Tetlock. Gene je študirala psihiatrijo in kasneje postala zdravnica. Bila je pametna, a je doživljala tudi hudo depresijo. Bila je tudi blizu komunistični partiji Združenih držav Amerike, politična skupina, ki verjame v komunistični sistem. To je pomembno, ker bodo v naslednjih letih Oppenheimerjevo povezavo z njimi in z drugimi ljudmi povezanimi s komunistično partijo uporabili proti njemu. Njuna zveza je bila intenzivna, a zapletena. Večkrat sta se razšla in spet pobotala. Kasneje je Oppenheimer spoznal Catherine Penning Harrison, bolj znano kot Kitty. Kitty je študirala biologijo in botaniko. Novembra 1940 sta se z Oppenheimerjem poročila. Imela sta dva otroka, Petra in Katarino, ki so jo klicali tudi Toni. Vendar pa obstajajo poročila, da sta se Oppenheimer in Jean Tetlock še vedno občasno srečevala tudi po njegovi poroki. Jean je umrla januarja 1944 pri 29 letih. Njeno smrt so obravnavali kot samomor. Medtem ko je bilo njegovo osebno življenje kaotično, se je tudi svet okoli njega spreminjal. Leta 1933 je postal vodja Nemčije Adolf Hitler. Hitler je bil vodja nacistične stranke, nasilna in rasistična politična skupina. Nacisti so verjeli, da je tako imenovana arijska rasa nadrejena, za sovražnike pa so imeli Jude, invalide, politične nasprotnike in druge skupine. Ker je bila družina Oppenheimer judovska, je bila grožnja nacistične Nemčije zanj osebna. Del svoje plače je namenil za pomoč judovskim znanstvenikom in družinam, da so pobegnili iz Nemčije. Postal je tudi bolj zainteresiran za politiko. Veliko njegovih prijateljev in sorodnikov je podpiralo levičarske skupine, so se borile proti fašizmu in pomagale revnim delavcem. Ni jasno, ali je bil Oppenheimer uradno član komunistične partije. Vendar je bil blizu številnim njenim članom in je dal denar nekaterim skupinam povezanim z njo. Takrat še ni vedel, da se bodo te povezave čez leta vrnile in uničile njegov ugled. Septembra 1939. Nemčija je napadla Poljsko.
Tu se je v Evropi začela druga svetovna vojna. Nacistična Nemčija je hitro zavzela številne države. Do leta 1941 je nacistična Nemčija skupaj s svojimi zavezniki nadzorovala velik del Evrope. Združene države se v vojno niso takoj vključile. Veliko Američanov ni želelo biti ponovno udeleženih v velikem spopadu v Evropi. Toda to se je spremenilo 7. decembra 1941. Nenadoma je Japonska napadla ameriško pomorsko bazo v Pearl Harborju na Havajih. Hkrati je Japonska napadla tudi Filipine in druga ozemlja v Pacifiku. Zaradi tega so Združene države vstopile v drugo svetovno vojno. Ko se je vojna širila, je bila še ena stvar, ki je znanstvenike zelo skrbela. Obstajala je možnost, da bi nacistična Nemčija izdelala izjemno močno novo orožje z uporabo jedrske cepitve. Jedrska cepitev je razdelitev jedra atoma. Ko se jedro razdeli, sprosti ogromno energije in nevtrone, ki lahko razdelijo še druge atome. Konec leta 1938. Otto Hahn in Fritz Strassmann sta v Nemčiji odkrila, da se uran razcepi, ko ga zadene nevtron. Lise Meitner in Otto Frisch sta nato pojasnila, kaj se je v resnici zgodilo, in to poimenovala jedrska cepitev. Znanstveniki so hitro razumeli nevarnost. Ko pride do neprekinjene verižne reakcije, možno ustvariti bombo, močnejšo od kateregakoli človeka in običajnih eksplozivov tistega časa. Veliko najboljših jedrskih fizikov na svetu je prihajalo iz Nemčije in sosednjih držav. Zato so imeli ameriški znanstveniki razlog za strah, da bi nacisti lahko prvi izdelali atomsko bombo. Avgusta 1939. Madžarski fizik Leo Szilard je napisal pismo predsedniku Franklinu Rooseveltu. Pismo je podpisal tudi Albert Einstein, najbolj znani fizik tistega časa. V pismu so opozorili, da bi nemški fiziki lahko izdelali izjemno močno bombo z uporabo urana. Zaradi tega je vlada Združenih držav podprla jedrske raziskave. Sprva je vlada ukrepala počasi, toda ko se je vojna zaostrovala in so se pojavljale nove informacije o jedrskih raziskavah, so Združene države postale bolj resne pri izdelavi lastnega atomskega orožja. Do leta 1942 bila je pripravljena začeti izjemno velik in tajen program. Poimenovali so ga Projekt Manhattan. Projekt je potreboval vodjo, ki ni bil le odličen fizik. Potrebovali so človeka, ki bi znal združiti različne znanstvenike, inženirje, vojaške častnike in laboratorije. In čeprav Oppenheimer še ni imel izkušenj z vodenjem velikega projekta, je vojska pri njem opazila nekaj posebnega. Razumel je skoraj vse vidike problema. Ni bil ni samo strokovnjak na ozkem področju. Znal je govoriti o kemiji, jedrski fiziki, eksplozivih in teoretičnih izračunih. V samo nekaj mesecih bo nekdanji profesor, ki je živel v Kaliforniji, postavljen v središče največjega skrivnega znanstvenega projekta druge svetovne vojne. In kraj, ki ga bo izbral za to, je suha pokrajina Nove Mehike, ki jo je že dolgo ljubil. Do leta 1942. Združene države so začele hitro ukrepati. Projekt Manhattan je bil postavljen pod vodstvo generala Lesliea Grovesa. Bil je vojaški inženir, ki je prav tako pomagal pri gradnji poveljstva vojske Združenih držav. Projekt Manhattan ni imel samo enega laboratorija. To je bil izjemno velik skrivni program, ki se je razširil na različne dele Združenih držav. V Oak Ridgeu v Tennesseeju so predelovali uran, da bi pridobili uran-235, ki je bil potreben za eno vrsto atomske bombe. V Hanfordu v Washingtonu so proizvajali plutonij z uporabo velikih jedrskih reaktorjev. V Chicagu je Enrico Fermi vodil prvo nadzorovano jedrsko verižno reakcijo decembra 1942. Medtem pa je bil potreben skrivni laboratorij, kjer bi združili vsa raziskovanja in izdelali dejansko zasnovo bombe. General Groves je izbral Oppenheimerja za znanstvenega direktorja laboratorija. Groves in Oppenheimer sta izbrala Los Alamos v Novi Mehiki kot lokacijo. To je bilo daleč od velikih mest in obdano z gorami ter prostranimi zemišči. Lahko ga je bilo varovati in imel je dovolj prostora. Za nevarne eksperimente. Na tem območju je bila tudi nekdanja zasebna šola, ki so jo lahko spremenili v prvi laboratorij in bivališče za znanstvenike. V začetku leta 1943 so v Los Alamos začeli prihajati fiziki, kemiki, inženirji, vojaško osebje in njihove družine. Celotno območje je bilo skrivno. Ime Los Alamos se v pismih ni uporabljalo. Naslov prebivalcev je bil le poštni predal Santa Feju. Njihova pošta je bila pregledana in niso smeli razkriti, kaj delajo.
Sčasoma se je Los Alamos iz majhnega laboratorija razvil v skrivno skupnost z več tisoč prebivalci. Medtem je v celotnem projektu Manhattan delalo skoraj 130.000 ljudi. Oppenheimer je zbral nekatere izmed najboljših znanstvenikov tistega časa. Med njimi je bil tudi Hans Bethe, ki je vodil teoretični oddelek in pomagal izračunati, koliko jedrskega materiala je potrebno. Prisoten je bil tudi Edward Teller, ki ga ni zanimala le atomska bomba, ampak tudi močnejša vodikova bomba. Prav tako so sodelovali Robert Serber, John von Neumann, Emilio Segre, Richard Feynman in še veliko drugih fizikov, kemikov in inženirjev. Oppenheimer se je vedno udeleževal sestankov in spremljal težave vsake skupine. Pogosto je bil tudi v laboratoriju, kjer je osebno govoril z znanstveniki in inženirji, ki so izdelovali bombo. Zaradi napornega dela je še bolj skujšal, primanjkovalo mu je spanca, še naprej je kadil in pogosto jedel zelo malo. Toda njihov največji problem ni bila utrujenost. Takrat še nihče ni izdelal atomske bombe. Znanstveniki so vedeli, da lahko jedrska verižna reakcija sprosti ogromno energije. Toda še niso vedeli, kako narediti bombo, ki bi bila dovolj majhna, da bi jo lahko nosilo letalo in ki bi zagotovo eksplodirala ob pravem času. Uporabiti so lahko dve vrsti jedrskega materiala, uran in plutonij. Za uranovo bombo so izdelali tako imenovano zasnovo tipa pištole. V notranjosti se en kos urana hitro potisne proti drugemu kosu. Ko se združita, je količina urana zadostna, da se začne hitra jedrska verižna reakcija. To bombo so poimenovali Little Boy. Izdelava plutonijeve bombe pa je bila težja. Najprej so poskusili narediti plutonijevo orožje tipa pištola, ki so ga poimenovali Tin Man. Vendar so ugotovili, da se lahko jedrska reakcija v plutoniju začne prehitro. Če bi se to zgodilo, bi se bomba le razstrelila, še preden bi sprostila vso svojo moč. Zaradi tega so projekt Tin Man leta 1944 preklicali. Morali so najti drugo rešitev. Pri tako imenovani implozijski zasnovi je okrog krogle iz plutonija nameščeno običajno eksplozivno sredstvo. Ko eksplozivi eksplodirajo hkrati, stisnejo plutonij navznoter, dokler se ne začne jedrska verižna reakcija. To se sliši preprosto, vendar je zelo težko izvedljivo. Eksplozija mora biti popolnoma sočasna na vseh straneh. Tudi najmanjša zamuda na enem delu lahko povzroči, da bomba ne deluje pravilno. Matematik John von Neumann je pomagal izboljšati obliko in razporeditev eksplozivnih nabojev. Znanstveniki so morali preučiti tudi, kako oblikovati plutonij, kako izdelati detonatorje in kako zagotoviti enakomeren pritisk na jedro. Bombo, izdelano po implozijskem načrtu, so poimenovali Fat Man. Ko je prišlo leto 1945, Little Boy in Fat Man sta bila skoraj dokončana. Znanstveniki so zelo zaupali uranovi zasnovi bombe Little Boy, zato ga niso preizkusili v popolnem jedrskem testu. Vendar je bilo treba bolj zapleteno implozijsko zasnovo plutonijeve bombe preizkusiti, preden bi jo uporabili v vojni. Zato so se pripravili na prvi jedrski eksploziji v zgodovini. Izbrali so oddaljen del puščave v Novi Mehiki, več kot 200 milj od Los Alamosa. Oppenheimer je test poimenoval Trinity. Imena ni popolnoma razložil, vendar ga je povezal s pesmijo angleškega pesnika Johna Donna. Testno napravo so kar poimenovali Gadget. Enak je bil plutonijevi implozijski zasnovi, ki so ga uporabili pri Fat Manu. Gadget so dvignili na jekleni stolp, da bi preučili učinek eksplozije na površju Zemlje. Znanstveniki so namestili kamere, instrumente in zavetišča naokoli, da bi izmerili svetlobo, toploto, pritisk in sevanje. Niso vedeli, kako močna bo eksplozija. Nekateri so mislili, da morda sploh ne bo delovala. Drugi so bili zaskrbljeni, da bo močnejša, kot so pričakovali. V zgodnjih jutranjih urah 16. julija 1945 znanstveniki in vojaški častniki so čakali, medtem ko je v puščavi deževalo in grmelo. Okoli 5:29 zjutraj so sprožili napravo. V le trenutku je vse okoli postalo svetlejše od sonca. Sledila je ogromna ognjena krogla in oblak, ki se je hitro dvignil v nebo. Udaren val so čutili tudi na oddaljenih krajih. Pesek pod stolpom se je prav tako stopil in postal steklen material imenovan trinitit. Moč eksplozije je bila enaka približno 20.000 tonam TNT-ja. Implozijsko zasnovo je delovala. Test Trinity je dokazal, da lahko Združene države izdelajo plutonijevo atomsko bombo. To je bila tudi prva jedrska eksplozija, ki jo je povzročil človek.
Po besedah Oppenheimerja, ki jih je izrekel nekaj let kasneje, se je med opazovanjem eksplozije spomnil vrstice iz Bhagavad Gite. Postal sem smrt, uničevalec svetov. Projekt, ki ga je vodil, je bil uspešen, toda to ni bilo kot običajno znanstveno odkritje. Ustvarili so orožje, ki lahko v nekaj sekundah ubije ogromno ljudi. In manj kot mesec dni po testu Trinity sta bili 2 atomski bombi, izdelani v Los Alamosu, uporabljeni proti 2 mestoma na Japonskem. Po uspešnem testu Trinity so bile Združene države pripravljene uporabiti atomsko bombo v vojni. Boji v Evropi so se takrat že končali. Adolf Hitler je umrl aprila 1945. Nacistična Nemčija pa je kapitulirala maja. Toda vojna proti Japonski na Pacifiku se je še vedno nadaljevala. Voditelji Združenih držav so verjeli, da bo napad na japonske otoke izjemno krvav. Vendar pa se zgodovinarji še danes prepirajo, ali je bilo res potrebno uporabiti atomsko bombo za končanje vojne. 6. avgusta 1945 ameriški bombnik je odvrgel bombo Little Boy na Hirošimo. Little Boy je bila uranova bomba, izdelana v Los Alamosu. V samo nekaj sekundah je bil velik del mesta uničen. Tisoče ljudi je takoj umrlo zaradi eksplozije, vročine in porušenih stavb. Še več jih je umrlo v naslednjih dneh in mesecih zaradi hudih opeklin, ran in sevanja. Le 3 dni kasneje so odvrgli plutonijevo bombo Fat Man na Nagasaki. Spet je umrlo in bilo ranjenih ogromno civilistov. 15. avgusta je Japonska napovedala, da bo sprejela kapitulacijo. Druga svetovna vojna se je uradno končala 2. septembra 1945. leta. Do danes sta Hirošima in Nagasaki edini mesti, ki sta bili napadeni z jedrskim orožjem v vojni. V Los Alamosu je veliko znanstvenikov sprva praznovalo uspeh bombe, ki so jo izdelali. Toda kmalu so se pojavili strah in obžalovanje. Uvideli so, da njihov znanstveni projekt ni ustvaril le nove tehnologije. Odprl je tudi obdobje, ko je človek sposoben uničiti celo mesto v le nekaj sekundah. Sam Oppenheimer je začel opozarjati na nevarnost jedrskega orožja. Kasneje je izjavil, da imajo kri na svojih rokah. S tem ni mislil, da je samo on sprejel odločitev o uporabi bombe. Odločitev so sprejeli vlada in vojaški voditelji Združenih držav. Vendar je vedel, da je imel veliko vlogo pri izdelavi tega orožja. Po vojni je postal Oppenheimer eden najbolj znanih znanstvenikov v Ameriki. Mediji so ga imenovali oče atomske bombe. Leta 1947 je zapustil Berkeley in postal direktor Inštituta za napredne študije v Princetonu, New Jersey. To je pomemben raziskovalni center, kjer so delali tudi znani znanstveniki, kot je Albert Einstein. Oppenheimer se ni več veliko ukvarjal z lastnimi znanstvenimi raziskavami. Namesto tega je pomagal usmerjati nove fizike in vodil razprave o znanosti in vladi. Hkrati je ostal svetovalec vlade Združenih držav Amerike. Postal je predsednik Generalnega svetovalnega odbora Komisije za jedrsko energijo. Komisija za jedrsko energijo je agencija Združenih držav, ki je bila odgovorna za jedrske raziskave, jedrsko energijo in jedrsko orožje po vojni. Oppenheimer je poskušal prepričati vlado, naj nadzoruje širjenje atomske bombe. Toda leta 1949 je Sovjetska zveza uspešno preizkusila lastno jedrsko orožje. Tukaj se je začela še hujša jedrska oboroževalna tekma med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. Vlada predsednika Harryja Trumana se je odločila izdelati še močnejše orožje – vodikovo bombo. Za razliko od atomske bombe, ki uporablja jedrsko cepitev, vodikova bomba uporablja jedrsko fuzijo. To je proces, ki je tudi vir ogromne energije sonca. Oppenheimer in nekateri znanstveniki so nasprotovali takojšnji izdelavi tega orožja. Po njihovem mnenju je vodikova bomba premočna in težko jo je uporabiti, ne da bi pri tem umrlo veliko civilistov. Kljub temu je vlada nadaljevala projekt. Novembra 1952 so Združene države preizkusile prvo vodikovo bombo v polnem obsegu, imenovano Ivy Mike. Bila je izjemno močna, stotinekrat močnejša od atomske bombe odvržene na Nagasaki. Zaradi tega je svet vstopil v novo obdobje. Obe državi, Združene države in Sovjetska zveza, sta imeli orožje, ki bi lahko uničilo številna mesta. To so imenovali jedrsko odvračanje. Ideja je bila preprosta. Država si morda ne bi upala napasti, ker ve, da bi nasprotnik lahko vrnil z jedrskim orožjem.
Toda nevarnost je bila ogromna. Če bi naredil napako, takšen voditelj ali vojaški častnik, lahko začne jedrska vojna, v kateri ne bi bilo pravega zmagovalca. Medtem ko se Oppenheimer upira širjenju močnejših bomb, se tudi politika v Združenih državah spreminja. Strah pred komunizmom se je v začetku 50. let močno povečal. Vlada je začela preiskovati ljudi, za katere so sumili, da so povezani s komunistično partijo ali Sovjetsko zvezo. In zaradi njegovih nekdanjih prijateljev, političnih donacij in odnosa z Jean Tatlock so ponovno odprli preteklost Oppenheimerja. Znanstvenika, ki so ga nekoč imeli za ameriškega junaka, so kmalu začeli obravnavati kot možno grožnjo lastni državi. V zgodnjih 50. letih prejšnjega stoletja se je v Združenih državah okrepil strah pred komunizmom. Temu so rekli drugi rdeči strah. Veliko ljudi so preiskovali zgolj zaradi njihovih nekdanjih prijateljev, političnih skupin ali prepričanj. Eden izmed vodilnih pri tem je bil senator Joseph McCarthy, ki je obtožil številne vladne uslužbence in javne osebnosti, da so povezani ali naj bi bili povezani s Sovjetsko zvezo. Zaradi nekdanjih sodelavcev Oppenheimerja, ki so bili povezani s komunistično partijo, vlada je ponovno pregledala njegovo preteklost. Ni bilo dokazano, da je bil član komunistične partije ali vohun Sovjetske zveze. Toda ga je FBI že dolgo nadzoroval, celo takrat, ko je vodil laboratorij Los Alamos. Decembra 1953 začasno so mu odvzeli varnostno dovoljenje. Varnostno dovoljenje je dovoljenje za dostop do tajnih vladnih dokumentov. Oppenheimer je zavrnil tiho odstopiti, zahteval je formalno zaslišanje, da bi branil svoje ime. Zaslišanje je potekalo leta 1954. Vprašali so ga o njegovih nekdanjih prijateljih, političnih donacijah, odnosu z Jean Tatlock in njegovem nasprotovanju hitri izdelavi vodikove bombe. Eden od prič proti njemu je bil njegov nekdanji sodelavec Edward Teller. Teller je povedal, da Oppenheimerja ne smatra za izdajalca, vendar bi bil po njegovem mnenju bolj varen, če bi pomembne odločitve države sprejemali drugi ljudje. Njegovo pričevanje je imelo velik vpliv. Na koncu so Oppenheimerju dokončno odvzeli varnostno dovoljenje. Ni bil zaprt in tudi ni bilo dokazano, da je bil vohun. Vendar je izgubil moč sodelovati pri oblikovanju jedrske politike Združenih držav. Za številne znanstvenike to ni bilo pošteno. Po njihovem mnenju je bil Oppenheimer kaznovan ne zaradi vohunjenja, temveč zaradi svojih prejšnjih povezav in nasprotovanja nekaterim programom jedrskega orožja. Nadaljeval je z vodenjem Inštituta za napredne študije v Princetonu, vendar je bilo očitno, da sta bila njegova samozavest in ugled pri vladi uničena. Pogosteje je obiskoval St. John's na ameriških Deviških otokih, kjer je njegova družina kupila majhno zemljišče blizu morja. Zunaj Združenih držav so ga še naprej častili. Francija mu je leta 1957 podelila legijo časti. Leta 1962 je postal tuji član kraljeve družbe v Veliki Britaniji. Sčasoma je vse več Američanov ugotovilo, da sta strah in preganjanje med drugo rdečo paniko pretirana. Leta 1963 je bil Oppenheimer nagrajen z nagrado Enrica Fermija, eno najvišjih priznanj Združenih držav za jedrsko znanost. Predsednik John F. Kennedy je začel postopek priznanja, vendar je po njegovi smrti nagrado osebno podelil predsednik Lyndon Johnson. To ni povrnilo varnostnega dovoljenja Oppenheimerju, vendar je bilo jasno priznanje, da je bil njegov prispevek k znanosti in Združenim državam pomemben. Ni dolgo ni več živel potem. Zaradi dolgotrajnega in močnega kajenja je leta 1965 zbolel za rakom na grlu. Podvrgel se je zdravljenju, vendar si ni več opomogel. Robert Oppenheimer je umrl v svojem domu v Princetonu 18. februarja 1967. Star je bil 62 let. Več kot 600 znanstvenikov, vojaški častnik, prijatelji in nekdanji sodelavci so se udeležili njegove spominske slovesnosti. Kasneje je njegova žena raztresla njegov pepel v morje blizu Svetohajaneza. Oppenheimer nikoli ni prejel Nobelove nagrade. To ni zato, ker ne bi bil pomemben znanstvenik. Veliko je prispeval k kvantni fiziki, jedrski znanosti in proučevanju zvezd. Toda Nobelova nagrada se običajno podeljuje za jasno in določeno odkritje. Največja sposobnost Oppenheimerja ni bila le ustvarjanje lastnih teorij. Njegova prava moč je bila razumevanje številnih področij znanosti in združevanje izjemnih ljudi za reševanje izjemno velikega problema. To je razlog, zakaj je bil Los Alamos pod njegovim vodstvom tako uspešen. Toda to je tudi razlog, zakaj njegovo ime v zgodovini nosi tako težko breme. Pomagal je ustvariti orožje, ki je skrajšalo drugo svetovno vojno, vendar je ubilo tudi ogromno civilistov in začelo obdobje jedrskega orožja. Po vojni je poskušal preprečiti izdelavo še nevarnejših bomb.
Zaradi tega je človek, ki so ga prej slavili kot junaka, v očeh lastne vlade kasneje veljal za nevarnega. Leta 2022 je Ministrstvo za energijo Združenih držav Amerike uradno razveljavilo odločitev iz leta 1954 proti njemu. Po mnenju agencije je bil postopek obravnave napačen in nepravičen, vendar Oppenheimer ni nikoli dočakal popolne rehabilitacije svojega imena. Do danes ostaja simbol dveh nasprotujočih si stvari. Pokazal je, kako daleč lahko seže človeški Toda njegovo življenje je tudi pokazalo, da lahko znanstveno odkritje spremeni svet tako, da tega njegov ustvarjalec ne more več vzeti nazaj.